A ti nisi nič nerozen? Vlada je padla, stari. Fuck. A si zikar? Ti še ni zikar? Pet gremo. Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so prve povolilne vesti na vesti. Vznemirjeni smo v našem studiu 136, kajti padla je vlada po neuradnih rezultatih parlamentarnih volitev. Po neuradnih pravimo zato, ker Argentina še ni glasovala. Ne vem sicer, kdaj je Argentina članica Eurovizije. Torej, zmagovalci so socialni demokrati. Bravo, Pahor. Ja, bravo. Ja, Borut. Nekaj čestitke, ki so za nekaj več kot odstotek prehiteli SDS. Janez, brez zamere, čas je za spremembe. Ne zameriti, no. Rezultati vzporednih volitev so napovedovali večjo razliko. Na vrtu sedeža SD je pod šotorom točno ob 19. zavreščalo. Borut Pahor pa je bil kljub temu pametno zadržan. To so vzporedne volitve. Čakajmo, da Državna volilna komisija opravi svoje delo. Nikoli nisem bil zaletal, tudi danes ne bi želel. Vsekakor pa smo dosegli zares izjemen rezultat. Borutno. Lepo te prosim, Borutno. Zakaj ta nepokončna drža? Hello? Podpredsednik SDS Milan Zver, ki ni bil izvoljen za poslanca, je v taboru SDS takole komentiral strankin poraz. Mislim, da se je ponovil Churchillov sindrom iz leta 1945, ko je zmagal v drugi svetovni vojni, pa izgubil na prvih volitvah. Kljub tesnemu izidu sta si predsednika največjih strank po koncu preštevanja glasovnic segla v roke. Pogled! Janez Janša in Borut Pahor sta si torej segla v roke in si tako znova simbolično zatrdila, da tudi po teh presenetljivih rezultatih volitev njuno prijateljstvo ni v nevarnosti. Poraženec pa je kljub temu ostal zadržan. Hkrati pa je pojasnil, kaj zmaga SD pomeni za Slovenijo in kdo je zanjo kriv. Zelo težko govorimo o relativnem zmagovalcu teh volitev. Če drži rezultat vzporednih volitev in tega, kar je bilo doslej prešteto, velja moja pogojna čestitka gospodu Pahorju. Slovenijo vrača v nek čas ideoloških delitev. Če pogledamo te začasne rezultate, vidimo, da je Slovenska demokratska stranka zmagala v 5 volilnih enotah od 8. In to prepričljivo. Kar seveda pomeni, da je, če bo tako ostalo, Ljubljana premagala večino ostale Slovenije. Janez Janša tako po pričakovanjih ostaja moralni zmagovalec volitev. V Ljubljani pa so zmago nekateri praznovali tudi na ulicah. Ljubljanski župan Zoran Janković je zbranim predstavil predsednike strank, ki naj bi sestavljale novo vlado. Ljubljana, hvala za to udeležbo in še prosim za en aplavz, pozdravite novo vlado. Gregor Golobič, predsednik tretje uvrščene stranke Zares, je že prej napovedal ostro opozicijo v prihodnjem sklicu Državnega zbora. Bilo bi preoptimistično in celo utopično misliti, da bi si lahko v novem mandatu oblikovala takšna koalicija, ki je bila tako korektna in konstruktivna, kot je bila dosedanja v tem mandatu. Akademik Kos je v petek šokiral javnost, tudi mene osebno, s tem, ko je razglasil voditelje opozicijskih strank za tretje razrede. Slovenija ne želi takšnih delitev.
Desus, ki je nekoliko zaostal za stranko Zares, ostaja verjeten koalicijski partner v novi vladi. Karel Erjavec pa je bil po zaprtju volišč zelo zadovoljen. Takole pa je odgovoril na Urhovo vprašanje. A pol je politika populizma nekako uspela? Mi se nismo posluževali nobenega populizma, bili smo pa prijetni v volilni kampanji. Karel Erjavec, ki računa, da mu bo ponovno uspelo priti v vlado, pa je s svojimi izjavami takole nasmejal LDS, ki je na volitvah dobila nekaj več kot 5% glasov. Mi smo zanesljiva tretja pot in to je tista pot, ki vodi k socialni državi. Hvala lepa za enkrat, toliko iz Desusovega štaba. No, gospod Erjavec je pač simpatičen, ne? To je ugotovila tudi slovenska javnost. To je Katarina lušten gledati. Čeprav mečken žalosten, da jo takole upokojnici pelejo scat, kaj. To je spravim za pol, ker se bojo še fajn kregali. Bom pogledal vse posnetke. Ne bojo se kregali, ampak sam si take si bojo spuščali. Pa no se vemo, pa očitno, pa Ljubljana, pa Slovenci so se očitno odločili raje, da bodo, Včasih se laško pivo. Veš, koliko je pa Boško zdaj zadovoljen. Zdaj sem se spomnil na njega. Mora biti ful zadovoljen. Ujej. V parlament se, kot kaže, ni uspelo uvrstiti NSI, ki so ji javnomnenjske raziskave ves čas napovedovale slab rezultat, vendar se v stranki na to niso ozirali. Nova Slovenija, NSI, ne? Bajug. Ob koncu volitev nam je Mojca Kucler-Dolinar zatrdila, da se sama s tem nikoli ni strinjala. Jaz nikoli nisem rekla, da ne verjamem javnomnenjskim raziskavam. V Novi Sloveniji so bili nad rezultatom kljub temu mnogi zelo razočarani. Predsednik NSI Andrej Bajuk je že odstopil kot predsednik stranke. Andrej, pa ne bi zdaj tak. Andrej, pa ne bi zdaj tak, ne zdaj zamert, Poslanec Jožef Horvat pa je pojasnil, kakšna je prihodnost neizvoljenih poslancev. Jaz sem zdaj trenutno na cesti, poiskal si bom službo, imam 23 let izkušenj v gospodarstvu, če bo zdravje služilo, sem pripravljen še veliko let trdo delati. Slovenija, 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 kulturac. V rubriki Kultura naj še enkrat opozorimo na strip Sokol in golobica, ki je izšel pred nekaj dnevi in še v petek, ko sem ga bil nabavil, sem v njem bral popolnoma drugačno zgodbo kot danes. Kot da bi se mi zamenjale sličice v stripu, kot da bi se mi na novo napisali oblački v stripu, kot da bi bral neko drugo zgodbo. Fenomen. V štabu SDS so za zabavo skrbeli stari mački. In to je stvar kulture, ali kaj? To je prispevek za kulturo bil. To je prispevek, da so stari mački špilali na SD-jevi zabavi, to je zdaj naša rubrika Kultura. In če ne bi jaz vmes nekaj res kulturnega pokazal, bi imeli kulturo o SD-jevski pijanki, ki se je sprevrgla v žalostno pijanko. To bi bila kultura. To je zdaj domet naše vesti. To mi ti razlagaš. In zakaj stojiš tle in ne na svojem mestu, kot ponavadi tam? Zato, ker je tam vajenka. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na Vesti Vreme. Ja, pahorju si je sonce, no. Kaj ne rečem. Janša, ta je pa od oblakov že mečken moker.
Iz ljubljanskega studia 136, kot že rečeno, to so bile vesti na vesti. Adijo. To je kultura. Vse, ja, tako kot je. To je zame. To je zame.